Ja, prvo lep pozdrav, zdaj nekaj novosti v kriptu, sicer na, bom rekla, pri Jacku Levinu se dogaja res veliko stvari, pa se dogajajo zadeve, no, pač nekaj tako, kot sem predvidela, nekaj tudi malo drugače. Bi govorila o tem, o teh tožbah v kriptu, recimo sploh Richard Heart, pa zdaj, ko bo Maximus, bo prvo leto, tisti, ki smo vlagali, kako pa kaj, cene nakupovanja, ne, kaj dogaja in tako naprej, pa seveda Xen. Tako da najprej bi mogoče tale tožba, ki jo ima SEC proti Richardu Heartu, to je Securities and Exchange Commission. To je pač ameriška organizacija, ki se nekako ukvarja s tem, kaj je prav, kaj ni prav. In ga tožijo v bistvu za to, kar se dogaja s Hexom, Pushchainom in ostalimi stvarmi. Zdaj, jaz nisem navdušena nikakor ne nad Richardom Heartom, zaradi tega, ker ni iskren. Dejansko Hex je za mene ni pravo kriptosredstvo zaradi tega, ker ima absolutno premajhno volatilnost in ker sedi pač Richard Heart imenovan na večinski denarnici, večinskih kovancih, kar pomeni, da je volatilnost zelo, zelo majhna in to je zelo slabo za kripto. Kripto ni namenjen pač prvenstveno Satoshi Bitcoina ni naredil za to, da bi ljudje bogateli, da bi nekateri prišli noter, nekateri ne, ampak je bilo res to prvobiten namen je bil, da bi vsi ljudje lahko prišli do denarja, do sredstva. S tem se absolutno strinjam in to je super ideja, zaradi tega, ker po mojem mišljenju pa po mišljenju nekaterih zelo dobrih ekonomistov in milijarderjev bi moral biti denar ekonomska energija in dostopen vsem ljudem, tako kot voda, zrak za dihanje, osnovne stvari, hrana, recimo bivanje. Te zadeve elektrika, to bi morali biti dejansko zastonj in vsakmu človeku na tem planetu dostopno, tudi denar. V bistvu, ker če pogledate realno, 70% ljudi ne more dostopati do denarja, ker so prerevni. In to ni denar. To ni denar, to je nekaj čist drugega dejansko in to je evro in dolar sta to, ne. Zdaj, v Sloveniji so neke peticije, da naj bi pač gotovino dali v ustavo. Jaz tukaj ne vidim veliko smisla, pa bom povedala zakaj, ker to je v bistvu sistem, ki ga dejansko jaz centraliziran, ki ga osebno ne podpiram in tisti, ki bi želeli dati to, tisti, ki jih poznam v ustavo, ne podpirajo sistema in ne razumem, zakaj podpirajo, da se da to gotovino v ustavo. Tega res ne razumem. Zakaj ne, recimo Xen, kripto, ki je dostopen vsem ljudem na planetu globalno. Zdaj, mislim, treba razumeti, kako sploh ekonomski sistem deluje, kako finančni sistem deluje. Ni zelo, zelo preprosto, ni preprosto preiti na nek drug finančni sistem. Tukaj je polno tehnologije zadaj, ni to, kar da bi nekdo natisne kupon pa reče, to je pa, ne vem, Prešeren ali pa to je pa tolar, to je pa evro. Ne da se kar tako tega narediti, zaradi tega, ker pride potem do izkoriščanja. Je treba sistem narediti tako, da se ga ne da izkoristiti in da ne more nekdo pokrasti ali pa natisniti za sebe, samo za sebe, za druge pa ne, ali pa pod nekje v nekem trezorju zase držati stvari, ne.
denar bi moral biti dostopen vsem na tak način, da tisti, ki ga ogromno potrebuje, milijarde, naj ima milijarde, tisti, ki pa potrebuje manj, naj si pač ga nakuje sam manj. In to je ksen. Ksen lahko nakujete sami. Če vložite evro ali dolar v Ethereum in z Ethereumom potem nakujete ksen, ste pretvorili, se pravi, evro, dolar, ekonomsko energijo v ksen. Ne? In to je sistem, ki je na blockchainu. Blockchain pomeni, da ni možnih goljufij. Zdaj ne govorimo o hekerjih, to je druga stvar, ne? Da pač ti shekajo denarnico, da stvari ne delajo, in tako naprej. To je čisto druga stvar. Ampak sam blockchain je varen. Se ne da nič z njim narediti, če mi ne naredimo, mi ljudje, ki delamo s tem napako. Če naredimo napako iz neznanja, kakorkoli, potem zadevo izgubimo. Jaz sem izgubila že veliko teh stvari. Ali pa če ne razumeš. Zdaj, Richard v bistvu je naredil veliko napak, ampak to, kar SSI njega obtožuje, je bedarija. Dejansko. Bedarija. In jaz nisem za to, da bi ga obtožili, ker zdaj sicer itak nobenega niso, ki je bil, Richard sicer, mislim, da nima nekih res velikih povezav, ne vem, nisem prepričana, nekih akademskih povezav, političnih povezav, mislim, da ne, in zaradi tega so se verjetno spravili pač na njega bolj kot na kakšne druge, recimo tudi Cardano. S Cardanom ne bo nič nikoli. Zakaj ne? Zaradi tega, ker to je blockchain. V bistvu, ko ti greš dejansko v to pametno pogodbo na blockchainu, podpišeš. Ko klikneš gumb, se strinjaš. In če se strinjaš pač s kodo, ki je v ozadju, je to tvoja stvar. In ne moreš, mislim, potem lahko že tožiš nekoga, ki je zadaj za to kodo, ampak Richard Heart oziroma Schuller sploh ni lastnik Hexa. On ni lastnik Hexa, zato sem jaz šla v Hex. Je pa problem, ker je lastnik prevelikega kosa kovancev, 90%, in pač ti kovanci ždijo tam in nikamor ne grejo in se nič ne dogaja. In tudi Richard ne dovoli, da bi se karkoli novega dogajalo okrog Hexa. Tudi Pulse Chain, jaz ga še vedno opazujem, še vedno za moje pojme ne dela dobro. In tudi moja osebno mišljenje o mrežah je takšno, da veliko je mrež. Trenutno je veliko blockchain mrež. In moje osebno mišljenje je, da zdaj, ko je res ta kriza prihaja, se kaže na veliko. Tudi Kitajska ima zelo velik problem, sploh recimo z nepremičninami, tam stvari nikakor ne delujejo, tudi Evropa je problematična. Res, jaz bi vas tukaj opozorila, da bodite previdni. Jaz osebno sem se odločila, da ne bom vlagala v manjše mreže, ker se mi zdi izguba časa in denarja. Dejansko se mi zdi to izguba časa in denarja. Jaz mislim, da se bo absolutno obdržal Bitcoin in njegova mreža, Light Network, potem Ethereum, mislim, da se bo obdržal, čeprav Ethereum je res neka taka zoprna mreža. Za te centralizirane stvari ne vem, bodo ali ne, odvisno je od politike, kako se bojo stvari obnašale, in od vladarjev,
ki imajo roko nad vsem tem, medtem ko nad blockchainom, pravim kriptom dejansko nimajo nadzora in ne morejo nič narediti, a ne. Zdaj recimo Xen je tisti, ki se je lansiral pravično, vsak lahko dostopa do njega, ni predmintanih kovancev, ni nekih privilegijev ljudi, ki bi si nagrebali velike denarnice. Težko je tudi do njega priti, ker največ se ga kuri, a ne. Za druge projekte, Xen je še vedno vodilni in marsikaj se dogaja. V bistvu bomo šli tudi malo cene pogledati pa to. Je pa opozarjam, da prihaja res kriza in jaz ne vlagam v nič, zaradi tega, ker bojo cene še močno, močno padle. Zdaj je najbolj, da shaream screen. Samo sekundico. Pa da gremo to kar pogledati. Ja. Bomo naredili. Če pojmo dejansko bi bilo, ne, pojmo samle rajši. Tole bo lažje, bo boljše. Torej, če gremo pogledat recimo Bitcoin 25.000, pa še malo Ethereum 1600, dol je, cene so šle dol, pa še bodo. To je še drago, dejansko je še drago in to bo še padlo po mojem mišljenju. Zdaj to ni nikakršen finančni nasvet, ne tega tako jemati, da bom jaz nekaj tule pamet solim, ampak je to moje razmišljanje, moje opazovanje trga in tega, kaj se dogaja čisto na splošno, globalno. Zaradi tega, ker kripto v bistvu sledi dolarju. Zdaj, težava je recimo, da se evro sesuje, da se dolar sesuje, kar je zelo verjetno, potem se večina kripta, jaz mislim, da vse sesuje, z Bitcoinom vred. Zakaj? Po mojem mišljenju. Zakaj? Zaradi tega, ker je vse vezano na dolar. Tudi stablecoini, stabilni kovanci, ne, tudi v bistvu, jaz sem ugotovila, tudi če jaz dam v stablecoin, USDC, USDT, DAI, karkoli od tega, če karkoli dam v te kovance, če se zruši dolar, se to tudi zruši. Je ničla, ker če je dolar nič vreden, ničla, bodo stablecoini tudi ničla, ne, tako da je čisto vseeno. In zdaj, jaz res veliko razmišljam, kaj za božjo voljo narediti, da bi pa mogoče ta ekonomska energija tega denarja pa ostala. In zdaj, jaz trenutno vidim izključno Xen in pa novo mrežo, ki nastaja X1 od Xena. Ni še. Jaz sem sicer objavila, ker je Jack rekel, da bo 1. septembra se začelo mintanje. In zdaj ni se še začelo, poglejmo malo koledar, v glavnem koledar. Ni, a ne, so dol umaknili. 1. september je bil zabeležen kot mintanje, tisto 333 dni, ampak je Jack očitno dela neke druge stvari, bom povedala, kaj. DBXen pa recimo v tem mesecu bo zelo aktiven, šel bo na druge mreže. Jaz ne bom šla na druge mreže, sigurno ne. Samo tisto, kar delam, da vadim na Binance pa na Ethereum Proof of Work, tam vadim, a ne, delam stvari, da vidim, ker je pač to res toliko majčken denar, da če zafrkneš nekaj centov, ne nekaj 100 ali $1000, kakor to lahko na Ethereum mreži narediš, a ne. Tako da kdaj bo, ne vemo še, očitno septembra, po mojem, še ne. Bomo videli, kdaj bo zadeva, bom povedala, a ne, takrat. Jaz mislim, da to bo res mreža, ki bo pa ločena od komplet.
vseh sistemov, evro, dolar, Bitcoin, Ethereum, in tudi ne bo kopija Ethereum mreže. Ne bo. Sicer izhajajo iz derivata Ethereuma, ampak po mojem mišljenju bodo res kodo naredili svoje, na koncu. Jaz mislim, da zakaj niso že začeli s tem mintanjem, zaradi tega, ker verjetno so zavrgli komplet kodo, ki izhaja iz Ethereuma, in so začeli na novo, po svoje. V to pa verjamem. V to verjamem, da bo, nikoli ne vemo, bo ali ne bo, ker je to odvisno od ljudi. Ali bodo ljudje to sprejeli, ali tega ljudje ne bodo sprejeli. Ker zdaj Xen so ljudje sprejeli, noro, DBXen tudi. Ostale stvari, ki so tudi, ki jih je ogromno že, tudi meme coini, pač, ki so v zvezi s Xenom, uspevajo. Neverjetno uspevajo, ne. In dejansko to je edina stvar, Xen je trenutno edina stvar, ki prinaša pač dobiček, če vložiš, pač vsaj za 90 dni, dobiš plus. Dejansko dobiš plus. Zdaj nekateri ljudje ful prodajajo Xen. Jaz bi takole rekla, ko bo Xen se še ne splača, lahko gremo pogledat cene. CoinGecko, Xen, koliko je cena? Mislim, da se Xen trenutno še ne splača, samo sekunda, da se tole počke. Xen kripto. Ja. Poglejmo. Ja, je šel dol. Čeprav Xen ne pada tako grozno, ne. Pada zaradi tega, ker tukaj gor je bila nerealna cena postavljena, to je normalno, da je pol šel dol, da išče zdaj neko svojo ceno. In zdaj cena tukaj dejansko tudi ni pomembna. Število kovancev, kaj lahko z njimi narediš. Dejansko. Čim več jih imaš, boljše je, ne, ker jaz reagiram. In pač jih skuram za tisto, kar me zanima. Ker recimo DBXen mi zdaj skozi prinaša, enkrat več, enkrat manj, Ethereum, ne. Jaz ga stakam in on meni od trgovanja, od Ethereuma sam prinaša. Sam. Jaz ne rabim čisto nič gledati na nič. Dobivam dejansko pasivne prihodke, ne. In to je smisel, v bistvu, ke ga dejansko, ni smisel tradanja, ne, da čakaš tisto, ne vem, vložiš pa čez 2 dni, a bo ali ne bo, izgubiš, dobiš. Eni dobijo, eni izgubijo, tukaj res moraš imeti prav srečo. Pri tradanju, pri trgovanju. Tako da jaz se s trgovanjem ne ukvarjam in me tudi ne zanima, tudi nimam živcev za to. Želim na dolgi rok nekaj stabilnega in da bom lahko poslovala s temi kovanci, z vsemi ljudmi na planetu, a ne. Zdaj Bitcoin je fajn, zaradi tega, ker če imaš, zdaj bogataši imajo zelo veliko Bitcoina za rezervo. Če ne morejo z dolarjem plačati, plačajo z Bitcoinom, ker se da. Da se plačevati, a ne. To bogataši več ali manj imajo in tudi to javno povejo. Tako da jaz mislim, da se Xen še ne splača kupovati. Ne še. Zdaj se ga splača, splača se ga še mintati. Mintati, ne. Mogel bi še pasti, a ne, koliko ima ničel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ničel. Še bi mogel pasti, ne. Še, in potem bi se ga, potem, bom povedala, kdaj jaz mislim, da se ga splača kupovati, ne. Čeprav ga tisti, ki bi ga zelo, zelo radi, ke takole pade cena, v bistvu, koliko recimo 90 dni, če pogledamo, v 90 dneh je padla dol, tisti samo čakajo, ali pa DBXen, a ne. Če pogledamo DBXen, ful se ga težko dobi, ke ga ljudje nočejo prodajati, in če ga kakšen norc proda, ga zelo, zelo, zelo. DB.
ki pa si deboksin. Tega pa ne najdem, deboksin. A je na CoinGecko, pa tudi ne vem, če je gor. Dobro. Očitno ga tlele zdaj ni. Deboksin price, pa bomo videli, kje ga bomo dobili. CoinGecko. Ne, to je Xin, ne deboksin. Xin, deboksin. Če bodo mogoče. Deboksin price. Coin market cap. $2. Deboksin je imel na začetku tam 70, 60, 70 dolarjev, zdaj $2. Zdaj se ga splača po mojem kupiti. Deboksin, jaz mislim, da se ga splača kupovati zdaj. Da bi ga, če seveda lahko Xin kurite za deboksin, jaz to delam, ne. Da kurim tisti Xin, ki ga namintam, ga skurim pa dobim deboksin. Ker to mi je najbolj v redu. Ja, ma je bil že na 90, hudo. Zdaj, to je deflacijski kovanec, deflacijski, je derivat Xina in jaz mislim, da se splača, ker je že pokazal rezultate. Zdaj, jaz ga nimam zaradi njegove cene, ampak na zelo dolgi rok bo, tako kot Bitcoin, bo šel gor, ker je deflacijski, to pomeni, da je omejen. In vedno manj ga bo na trgu, vedno bolj, ko ga bomo kurili za v bistvu, ker se ga zdaj že da kuriti z Xin NFT-ji. Boljš bo, ne, pač višja cena bo. Absolutno višja cena bo. Jaz ga kar stejkam in ga puščam tam, ne, kjer je. Okej. Dobro. Zdaj poglejmo še, zdaj tole smo pogledali. Pojdimo malo še pogledati, Maximus DAO. Zdaj, lani se jaz spomnim, ko sem opozarjala, jaz sem rekla, da bom res nekaj minimalnega, kar sem imela od stejkanega Hexa, sem zamenjala za Maximus. In pa tistega, pa še kasneje derivate, Trio, kaj je bilo, Deci, Trio, sedmica še, bomo pogledali, kaj vse še je. In sem opozarjala, da so to derivati od Hexa, da v bistvu lahko delajo boljše ali pa slabše. Zdaj Maximus trenutno deluje, vidim, da boljš, ker zdaj, če pojdimo pogledati Hex, koliko je cena. Koliko je cena Hexa. Hex je, mislim, da padel pod 1 cent, koliko sem predvidevala, da bo. Pa še bo padel. Zdaj Hexa se ljudje kar znebijo, ga ne vlagajo več. Samo tisti influencerji v bistvu, ki imajo nekaj od tega, ki so pri Koritu, pri Richardu, pa imajo največje denarnice, oni pač to poudarjajo, da pač treba vlagati, bla, bla. Ampak žal se dogaja to, ker sem se bala, da ljudje ne bodo več zaupali. Richard Heart je tudi rekel, da ga brigajo samo te influencerji, ki njemu verjamejo, za vse druge pa mu visi pač stvar dol. Tako da to se mi pa res zameril, moram reči, da ja. 0,003, evo, Hex pada. Bo šel še dol. Tisti, ki verjamete v Hex, jaz mislim, da moje mišljenje, ni to nasvet, da bo še padel, bo še počakajte, pa ga takrat kupite. Glejte, takole ga nekdo odstejka, pa pol proda, pa takole nekdo pol kupi, ampak ne kupijo vse, ne, vedno bolj dol gre. Ne kupijo vse, dejansko ne. Hex je problematičen, je. Zaradi Richarda Harta, šulerja. Če bo ta človek šel enkrat proč in sprostil vse tiste Hexe, na katerih sedi, potem
je še upanje. Jaz upam, da bo, zaradi tega, ker imam precej vloženega v tem na 15 let, ker ni fajn, no. Jaz, če bi lahko, bi vzela ven, ampak ne morem, ker so tako visoke kazni, da se to res ne splača. Dajmo pogledati Maximus, zdaj, Maxi, dashboard. Evo, tukaj na tej spletni strani, v bistvu pač tisti, ki ste imeli Maxije, pa vse te reči, v glavnem se bo potem, bo nekdo eden, mora to odstejkati, plačati Ethereum fee. Lahko pogledamo, koliko je Ethereum fee, vse verjetno nekajle. Main page, Xen, imamo tukajle Phoenix, Ethereum, pojmo pogledati, ETH Ethereum Gwei, koliko je? 11, to je dosti solidno, 11 do 14, če date tisto najnižjo vrednost. Evo, Xen, dejansko na prvem mestu, zdaj, ker je 11, ne, ljudje mintajo Xen. Jaz ga tudi, jaz ga, kakor lahko ga, dejansko ga, in mislim, da ima kar prihodnost in da se bo odcepil od komplet vseh sistemov finančnih, po mojem mišljenju, da bo to postal. Zdaj, kaj je Jack Levin naredil? Zdaj šel je na Coinbase, na centraliziran sistem. Zdaj, ljudje so ga spljuvali, to ni kripto več, to bla bla. Jaz sem pa vesela, zakaj? Zaradi tega, ker Coinbase je centraliziran sistem, kjer je ogromno ljudi, ogromno Američanov, ogromno starejših, ogromno takih, ki razumejo izključno centraliziran sistem, decentraliziran ga pa ne, a ne. In ker se je tam Xen pojavil, je to reklama za Xen, je to v bistvu več ljudi pozna Xen, več ljudi bo šlo not v Xen in več šans imamo vsi ostali, kaj delamo. Več, kot nas je, boljše. Bolj, ko je uporaben, boljše, a ne. Več, ko ga ljudje uporabljajo. In jaz sem za to. Naj gre vse centralizirane sisteme, naj Xen prodre vse sisteme in kjerkoli se Xen pojavi, dejansko ljudje znorijo za njim, ker je res ideja fantastična, da si ga namintaš sam. Sicer tam ga ne moš mintati, tam ga kupiš, ne, pač na centraliziranih borzah ne moš mintati, kupiš. Mintaš ga, tako kot sem kazala v mojih prejšnjih videih, direktno na spletni strani od Xena ali pa še 2-3 druge spletne strani so, kako lahko mintaš Xena, ne. Prideš do njega. Brezplačno, razen to, da plačaš transakcijo tiste mreže, na kateri mintaš, a ne. Najdražje je to seveda na Ethereum mreži, pa na Bitcoinu. Je tudi, ne, tam so pa ordinalsi, tisti Xen, nek kovanc je v Xen, ampak pač, to je to. Zdaj, če kupujete meme coine, to so coini, ki so odvisni izključno od cene. Zakaj so ljudem všeč? Zaradi tega, ker so preprosti, imajo 2 gumba, kupi in prodaj in to je to. Pri meme coinu res pazite, da ga kupite, ko je zelo nizka cena in ga prodate, ko je cena visoka. To, pri Xenu tega ni treba paziti, ne. Ni treba paziti. Za Xen je najbolj pomembno to, da takole, samo malo, da jaz to malo še razširim, je, da ga imate čim več. To je najbolj, da lahko z njim delate, a ne, pač karkoli bo treba, ker slej ko prej Jack Levin se trudi, da bi prišel tudi v trgovine, v nakupovalne centre, tako da bi Xen postal plačilno sredstvo. Jaz mislim, da bo.
enkrat njegova vizija to je, njegova vizija to je, ampak bomo videli, a ne, to je tudi od ljudi odvisno, kako bodo ljudje to sprejeli. No, pojdimo pogledati vse v zvezi z Maximusom. To bo zdaj zakaj omenjam to, ker ta mesec v bistvu se Maxi začne, ne. Se pravi, če ste na eno leto dali stakati, katerega koli od Maxijev, tole ziher ni, to je nekaj drugega. Maximus DAO, ta je ta prav, potem je Maximus Trio, Maximus Base. Pa Luca, mislim, da še so, Deci je še, pa še eden. Samo tisti ne more še biti, ne. Se pravi, Maximus Trio pa Maximus Base, to je na 3 leta, to je na eno, ta base je na eno leto. Tisti, ki ste dali v base, če ga hočete ven dobiti, pa zamenjati za heks ali karkoli drugega, potem morate zdaj reagirati ta mesec, ne. Trio bo čez 2 leti in pol tako naprej, a ne. Tako da pojdimo pogledati, koliko stane base. Zanimivo. Več kot heks, zanimivo. Zanimivo. Torej, zdaj, jaz nekaj imam v bazu, ampak takrat, ko sem jaz heks kupovala in to menjala, je bilo to bistveno več. Torej, izguba je zelo visoka. Zelo visoka. Tako da, jaz bom pogledala, koliko sploh je tega keša. Če je tega res ful malo, kar jaz mislim, da nimam prav veliko, bom jaz osebno to kar pustila. Če ne reagiraš, pri bazu je tako, da se on po 7 dneh naprej stejka, a ne. Base je za 1 leto, se pravi, ta se bo spet za 1 leto naprej stejkal, a ne. Ne vem, bom videla, kaj bom naredila. Če pa bo to vsaj nekaj smiselnega keša za to, da jaz to kupim Ethereum in pa pretvorim v Xen, bom pa to sigurno naredila, 100%, ker heks sem zamenjala za Xen. In mi že ta heks, ki sem ga zamenjala za Xen, mi zdaj že prinaša dobiček. Prej sem imela pa veliko izgubo, 80%. Zdaj pa že imam dobiček, a ne. Tako da to sem zadovoljna in vesela. Dobro. Okej, tole bi še rada pokazala. Tole je neka nova spletna stran, Xenmon, čudovita. Tudi tukaj noter lahko v bistvu vidite stejke, klajmanje za Xen, NFT-je, stejkane NFT-je, DBXene, Feniksa se še nisem lotila, ker se ga še ne mudi, se ga bom, ampak tega bom sigurno, ko bom imela malo več Xenov na mintanih, pa se bom še Feniksa, ker bom zamenjala za Feniks. V glavnem tukaj imate na vseh zelo lepo slikicami prikazano, Ethereum je zdajle dosti nizek gvaj, Binance pa tako naprej. Zdaj Pulse-chaina se sploh ne lotevam, poglejte, gvaj, 1000 pulsov in tako naprej, ne. Zdaj, na Avaxu je največji gvaj, vidim na Polygon. Polygon je zadnje čase zelo visok gvaj, ne. Zdaj, če gledamo na Ethereumu, je trenutno najnižji. Pa na Base je tudi ni toliko visok. To je centralizirano. V glavnem tukaj noter lahko svoje denarnice vnesete in vidite na koledarju, kdaj kaj imate. Celo, zdaj prednost tegale več stvari je, ne, celo recimo, če imate mintano s kakšnimi buti, se da to sem noter vnesti, ker na drugih se ne da videti to, ne. Tukaj pa lahko, tukaj pa vidite in je fino, ne. Tako da bom dala to v opis spodaj, tako da boste lahko pogledali.
No, to so v bistvu zdaj drugega tazga ni prav pomembnega v kriptu. Kar se tiče Ethereuma pa Bitcoina, jaz še čakam, vse ostale stvari še čakam, ker menim, to je moje osebno mišljenje, ni nasvet, da se bo trg absolutno zelo hiter in kmalu zrušil nazaj, a ne. Dobro. Takole. To je za danes vse, v bistvu, pa se bomo še kaj videli, slišali. Zdaj imam zelo malo časa, na žalost imam zelo veliko delavnic in vsega, tako da dela vedno več, tako da se bomo občasno, takrat, ko bom lahko, se pač slišimo, oziroma ko bodo kakšne zelo pomembne zadeve, a ne. Zdaj še, če bi dokončala glede onega Richarda Harta, mislim, da nisem. Zakaj? Nisem za to, da ga napadajo, oziroma pač, da ga SSI napada, pa še zaradi tega, ker če bojo njega probali zmleti in sfaširati in nekako nekaj narediti pa zapreti, bodo potem se lotili drugih, tudi sigurno tudi Jacka Levina in ostale, tega se pa nikakor noben ne želi, tako da, ampak jaz verjamem, da bodo odvetniki od Harta pometli to organizacijo, zaradi tega, ker Richard ni lastnik tega, v bistvu vsi, ki smo se odločali za Hex, smo se odločali prostovoljno smo verjeli njegovim pač besedam in kodi in temu, kar smo znali, vedeli in znali. To je naša stvar. Jaz sem kliknila gumbke, jaz sem se odločila za to in zdaj ga ne morem tožiti, ne morem. Pač jaz sem vedela, da tvegam in moram to zdaj za svoje uho zapisati in to je kripto. In to bodo dejansko morali spoznati tudi na SSI, in upam, da bo ta tožba res tako pozitivna in prišla v javnost. Zakaj so izgubili, zakaj je Richard zmagal, jaz verjamem, da bo zmagal. In da bojo ljudje začeli razumeti, kaj kripto sploh je, ker to, če bereš obtožnico od SSI, ugotoviš, da te čičoti, strici, bučmani, ki so pisali obtožnico, tudi slučajno ne vejo, kaj je kripto. Zato ga pa tožijo, drugače ga ne bi, ke vedeli vnaprej, da bojo izgubili. Okej, lep pozdrav, bodite fajn, eno lepo nedeljo, pa se vidimo kmalu. Čau, čau.